na naši novinarski konferenci, tako novinarko, kot fotografa, kot vse kandidate in predsednika Slovenske ljudske stranke. Danes bomo predstavili pogled SLS in ljubljanskih kandidatov na različne pereče probleme Ljubljane. Najprej pa super predsednika Slovenske ljudske stranke, ministra Radovana Žerjava, za nekaj besed o aktualnih kritičnih temah v Sloveniji. Prosim. Pozdravljeni vsi skupaj. Vesel sem, da imamo na naši listi, torej listi Slovenske ljudske stranke, takšne kandidate, kot so dr. Stanislav Raščan, kot je dr. Drago Čepar, Miroslav Žripel, Aleš Škrajnar, Andreja Grabner in Janez Žagar. Vsi ti kandidati kandidirajo v ljubljanskih volilnih okrajih in bodo danes tukaj izpostavili svoje programska izhodišča, svoje poglede na problematiko, s katerimi se srečuje naša prestolnica, torej Ljubljana, predstavili svoje videnje, svoje ukrepe, kako se bodo s to problematiko prestolnice soočali seveda kot poslanci v državnem zboru. Tudi to so ljudje, ki so na moji listi, za katerimi trdno stojim. Verjamem, da so ljudje iz prakse, ljudje z izkušnjami, ljudje, ki vedo, kako se problemi rešujejo, so ljudje dejanj in ne besed, to, kar je pri meni seveda ključni pogoj. Sam nisem takšen, ki bi dosti govoril, sem bolj ta tisti, ki več naredi, kot govori. Ljubljana je prestolnica Slovenije, na katero smo lahko seveda vsi skupaj ponosni, in katere status moramo ohranjati, da bomo v prihodnje lahko na njo še toliko bolj ponosni. Glede na to, da je prestolnica, je treba posvetiti tudi ustrezno pozornost za razvoj, ne samo infrastrukture, ampak tudi razvoj kakovosti bivanja v tej naši prelepi prestolnici. Zavzemanje Slovenske ljudske stranke za enakomerni regionalni razvoj seveda ne pomeni, da se ne bi smela kakorkoli razvijati tudi prestolnica. Ne. Zavzemamo se za to, da se bo Slovenija kot celoti razvijala ne po 2 ali 3 hitrostih, ampak da se bo razvijala z enako hitrostjo. To pomeni tako prestolnica Ljubljana, kot tudi vsak kraj na podeželju, na slovenskem podeželju. Večkrat smo dejali, da bomo v naslednjem mandatu in tudi sicer se ves čas zavzemamo za to, poskušali kakovost in kvaliteto življenja v celotnem ozemlju Slovenije izenačiti, da ne bodo otroci na podeželju v deprivilegiranem položaju in da bi te razlike v kakovosti življenja povzročale preveliko migracijo, preveliko priseljevanje ljudi tudi v prestolnico, kar bi imelo za posledico, da bi v prestolnici imeli praktično še večje težave, kot jih imamo v tem trenutku. Verjamem, da bodo naši kandidati, ki so seveda vezani na to prestolnico, se v njej živijo, poznajo probleme, da imajo seveda tudi ustrezne rešitve in jaz bi kar v tem trenutku pozval vsakega posebej, da predstavi svoje videnje problematike naše lepe prestolnice Ljubljane. Hvala lepa. Najlepša hvala. Kot je že povabljeni predsednik Slovenske ljudske stranke, najprej predsednik mestnega odbora SLS Ljubljana, gospod Janez Žagar. Hvala lepa. Jaz bi se dotaknil prometa v ljubljanski urbani regiji, namreč promet v prestolnici je v bistvu potrebno urejati v celotni ljubljanski regiji. V Slovenski ljudski stranki opažamo, da v zadnjih letih kljub občasnim visokoletečim napovedim
o modernizaciji ni bilo kaj dosti storjenega. Res, da se je v samem mestu kar nekaj poskušalo na dvigu kulture, v pozivih, da bi se več uporabljal javni promet, uvedbo koles, urbana kartica in tako dalje. Vemo pa, da se so v preteklosti risali idejni osnutki tramvajskih povezav, primestnih železniških prog, ampak zaenkrat v nobenem državnem, ne mestnem aktu se to ni uresničilo, da bi bila vsaj vizija za naprej predvidena. Že leta je znano, da bi Evropa rada posodobila železniški koridor iz Španije do Ukrajine, ki poteka skozi Ljubljano, in zato so že predvidena sredstva v Evropski uniji, ki čakajo. V tej luči pa do sedaj nisem zaznal, da bi se med mestno občino Ljubljana in državo razvijali kakšni intenzivni pogovori, dogovori, kako pristopiti k samemu projektu. V Slovenski ljudski stranki menimo, da je to priložnost, ki je država nemestno ne bi smela odrivati zavesti. Namreč Ljubljana tu lahko z državo, stvari Ljubljanska regija, tu z državo najde ustrezno rešitev pristopa k poglobitvi železniške proge skozi ožje mesto, kar v Slovenski ljudski stranki že vse skozi zagovarjamo. V želji po hitrem gospodarskem okrevanju Slovenije in Ljubljanske regije bi bila železniška povezava tudi do letališča nujna in mi se sprašujemo, kje so priprave na to. Mislim, da bi bila ta železniška navezava na letališče ena prvih, ki bi jih morali uresničiti, če želimo, da se bo Ljubljana bolj odprla svetu in tudi Ljubljanska regija. Da se pa vrnem bolj k javnemu prometu. V obliki, kot je sedaj, brez možnosti krožnih povezav v Ljubljani in ureditve ustreznih parkirišč tudi na pravih krajih, bo zmanjšanje prometa v Ljubljani zelo oteženo. Vsi vemo, da se vsi iz Ljubljanske regije vozijo na delo v Ljubljano. Nimajo kakšnih posebnih možnosti javnega prevoza, ker pač teh železniških prog še niso še tako dobro razvite. Predvsem pa tisti, ki pridejo z avtomobili, nimajo kje parkirati, namreč ni teh manjših parkirnih mest. Mi v Slovenski ljudski stranki ocenjujemo, da je treba namesto razmišljanja o širitvi obvoznice okrog Ljubljane razmišljati tudi o umestitvi javnega potniškega prometa, se pravi, predvsem je tu v prednosti tirni promet. Če bomo na tem področju naredili nek premik, tukaj pa mora država pristopati, ker regij v Sloveniji še ni in tukaj bi država morala pristopati za ta čas, ko regija še ne deluje, da se izkoristi evropska sredstva za te namene. Toliko sem jaz imel za povedati, jaz mislim, da je kolegi nadaljevali, ker sem jaz končal. Hvala. Res je, na problematiko, ki jo je osvetlil gospod Žagar, se navisuje problematika, o kateri bo govoril gospod Berislav Župan, tako da kar prosim. Spoštovani gospod predsednik, kot vidite, imamo v Slovenski ljudski stranki 3 Ž, Žerjav, Žagar in Žvipel, torej gremo v tej bitki talentov naprej. Kar zadeva črpanje evropskih sredstev, bi rad povedal, da imamo 2 konstruktivna predloga. In sicer želimo pomagati pri odpravljanju 2 ozkih grl. Eno je kakovost prijavljenih projektov in drugo je zmogljivost administracije, da te projekte sprocesira in pridobi iz Brusla denar za te projekte. Kaj bomo napravili okrog dviga kakovosti projektov? Predvidevamo ustanovitev oziroma nuditev brezplačne pomoči prijaviteljem. To bo za državo mnogo ceneje, kot pa da ne uspe zaradi morda slabše pripravljenih projektov počrpati denarja. In drugo, zmogljivost administracije. Najprej, vse tiste procese, ki tečejo dobro, bomo pustili, da tečejo naprej. Z drugimi besedami, ne bomo vznemirjali administracije z nepremišljenimi spremembami, pač pa bomo se angažirali pri odpravi tistih ozkih grl, ki so zaviralna in tudi jasno nepotrebna. V mislih imam nepotrebne spore med Sfrezom in SVDR-jem v tem mandatu.
Prav tako nepotrebno in predolgo čakanje na preverbo teh projektov na Ministrstvu za okolje in prostor, predvsem in na Ministrstvu za kulturo, kjer prihaja do zakasnitev in posledično potem tudi do kasnejšega ali sploh ne do črpanja evropskega denarja. S svojim udejstvovanjem, s svojim sodelovanjem v vladi bomo tvorili konstruktivno klimo, ki je pomembna za večje sodelovanje med ministrstvi. Sam poznam zadevo od znotraj in lahko vam povem, da je izredno velika rezerva v sodelovanju med ministrstvi, to pa v končni fazi pomeni pripravljenost in zmogljivost črpanja sredstev. In še en zelo konkreten predlog. Evropska sredstva imajo to naravo, da je potrebno projekt najprej v celoti izdelati in šele potem si upravičen do refundacije, do povračil sredstev. Pogosto prihaja do težav vmesnega financiranja. Tukaj ponujemo možnost predfinanciranja oziroma prehodnega financiranja strani Slovenskega regionalno-razvojnega sklada, ki mu bomo omogočili, da bo lahko tvoril ustrezne rezervacije in s tem bistveno pripomogel k črpanju predpristopne pomoči in pomoči na operativnih programih Slovenija-Avstrija, Slovenija-Mađarska, prav tako pa tudi projekte v okviru LASO, to je teh lokalnih akcijskih skupin. In končno projekt regionalne železnice, se pravi povezava med Ljubljano, Brnikom, Kamnikom, Grosupljem, Vrhnikom, Rogatcem, je izvedljiva in to z izdatno pomočjo evropskih kohezijskih sredstev. To je primer, kjer bi lahko tudi mesto Ljubljana in pa seveda država pokazala, kako se lahko tvori aktivno partnerstvo. S tem bi tudi oživili zakon o glavnem mestu, ga revitalizirali in poskrbeli za to, da rešimo obojim, se pravi tako državi kot mestu, potrebne rešitve, predvsem na področju prometa, prostorskega planiranja in protokolarnih procesov in objektov. Tukaj pa, če dovolite, bi že predal besedo kolegu Raščanu, ki to problematiko še bolje pozna. Najlepša hvala, res prosim, dr. Stanislav Raščan. Hvala lepa. Jaz sem veleposlanik zunanjem ministrstvu. Zadnje 4 leta sem preživel na Dunaju, zato razumem poziv Slovenske ljudske stranke, ki je že večkrat opozarjala, kako se pri nas kulturna dediščina uničuje. Mi imamo občutek, oziroma smo imeli občutek, da se v Ljubljani prav dela gonja proti Plečnikovim stvaritvam. Na Dunaju, v Pragi, celo v Beogradu se kaj takega zagotovo ne bi zgodilo. Tam so vsi ti, kot jih tudi oni imenujejo, naši Plečnikovi spomeniki nekaj najvišjega, nekaj, kjer so najvišja protokolarna, predsedniške palače in tako naprej, medtem ko se pri nas to pušča samo uničenju. Seveda mislim predvsem na štadion, ki nam propada, seveda mislim predvsem tudi na cerkev svetega Mihaela na Barju, ki tudi propada. Zato bi radi upozorili v Slovenski ljudski stranki na ohranitev kulturne dediščine, kajti to bi se dalo izkoristiti, kot sem že povedal, in v protokolarne namene, in v kulturne namene, in v turistične namene. Slovenija in Ljubljana prav gotovo ne rabi takih centrov, kot jih ima vsaka druga država. Plečnik pa je edini in je Slovenec. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Raščanu. Naslednji trije kandidati, govorci, pa bodo govorili oziroma se bodo v svojih prispevkih dotaknili ene zelo pereče ljubljanske problematike, še posebej boleče smo jo občutili lansko leto, in sicer je to problematika poplav. Najprej dajem besedo dr. Drago Četelj. Prosim. Hvala. Z vsem srcem si bom prizadeval za takojšnje protipoplavne ukrepe po celi Sloveniji. Stanujem tam, kjer kandidiram, na Viču, krajevna skupnost Stane Sever. Pred enim letom sem do pasu bredel vodo, da sem lahko prišel ven iz bloka in prišel do trgovine. Enkrat sem pa moral tudi s čolnom. Torej, ko smo čakali takrat stanovalci po noči brez informacij in brez elektrike, kako voda narašča, smo bili zelo prestrašeni in tudi zelo nemočni. Ampak potem, ko se je zadeva umirila, smo bili prepričani, da se bo v najkrajšem času nekaj naredilo.
naredilo se pa ni nič. Tukaj ljudje ne zahtevajo in tudi mi ne predlagamo takojšnjih nekih megalomanskih ukrepov, ki bi bili projekti 5-letni ali 6-letni, ampak zahtevamo, in to bom jaz poskrbel, da se naredi tisto, kar se narediti da. Da se tudi nižje vode lahko prepreči, da se ne razvijajo. To je pa recimo dvigovanje, tudi majhen dvig brežin ali nasipov, tudi majhno povečanje pretokov mostu je lahko odločilno pri poplavi. Torej, z vsem srcem za protipoplavne ukrepe. Najlepša hvala. Prosim, gospod Andrejo Grabner, za besede. Hvala. Kot je že gospod Čepar pred mano povedal, prebivalci zahodnega dela Ljubljane, pa tudi občin tam okrog, se kljub napovedim in projektom, ki se dejansko pripravljajo že 5 let, še vedno bojimo vsakega večjega deževja, saj dejansko na področju poplavne varnosti ni bilo narejeno nič. In kar je še huje, je bilo ravno v tem obdobju tudi na najbolj ogroženih območjih izvedenih kar nekaj dosti obširnih stanovanjskih gradenj, ki so povzročile tudi ogroženih življenj ravno v lanskoletnih poplavah. Zato bomo v Slovenski ljudski stranki vztrajali na tem, da poiščemo in izvedemo takšne rešitve, ki se bodo izkazali za sprejemljive in izvedljive in bodo hkrati tudi zagotavljale največjo možno poplavno varnost celotnemu območju, ne samo delu. Ker rešitev v obliki glomaznih zadrževalnikov, ki jo verjetno poznate, se je žal izkazala ne samo za nesprejemljivo strani krajanov Dobrove, ampak tudi ne najboljšo strani stroke. Večjo skrb pri reševanju tega vprašanja se zagotovo zasluži tudi naše okolje, se je potrebno poiskati take rešitve, ki bodo v čim večji meri ohranjale naše okolje tako pred poplavami, kot tudi po njih. In pa pomembno se mi zdi, da bomo znali to zadostno poplavno varnost zagotavljati tudi z bolj premišljenim prostorskim načrtovanjem, ki bo preprečevalo gradnjo na tistih območjih, kjer zadostne poplavne varnosti dejansko ni mogoče zagotoviti. In pa je to pomembno pri načrtovanju gradnje infrastrukture. Se vemo, da s nasipi, gradnje cest, železnice, pomembno vplivamo na to z raznimi zajezitvami, propustnostjo vodotokov in tako dalje. V Slovenski ljudski stranki se bomo za večjo prometno razbremenitev, pa tudi za povečanje rekreacijskih površin Ljubljane in njenega zaledja zavzemali za izgradnjo sodobnih kolesarskih stez. In sicer na območju celotne Ljubljane z povezavami z okoliškimi naselji in predvsem mogoče turističnimi in izletniškimi točkami, ker vidimo to možnost kot enega pomembnih dejavnikov razvoja turizma v Ljubljani kot slovenski prestolnici z vključevanjem in širitvijo ponudbe njene okolice in širše Slovenije. Vsekakor se zavzemamo tudi za tesnejše sodelovanje med mestno občino in pa državnimi institucijami, tudi z namenom večje uspešnosti pri pridobivanju evropskih sredstev. Hvala. Najlepša hvala. In prosim še gospoda Roza Škrajnega. Lep pozdrav vsem. Slovenska ljudska stranka se zavzema za pridobivanje energije iz naravnih virov. Zato se zavzemamo za gradnjo hidroelektrarn na Savi. Seveda se zavzemamo, da bi bili ti projekti kvalitetno pripravljeni, izpeljani na tak način, da ne bi povzročali škodo prebivalcem na tem področju. S tem bi jih mogli nekako zaščititi. Seveda bi bilo treba zaščititi tudi v večjem delu kmetijske površine, ker ne nazadnje se zavzemamo tudi za samo oskrbo z domačo pridelano hrano in na tem predelu so kmetijske površine izredno kvalitetne. Seveda bi z temi zajezitvami in ureditvijo kompletnih vodotokov bistveno pripomogli tudi k manjšemu poplavljanju, posebno na določenih področjih, kjer je to bolj izpostavljeno. Vsekakor pa nasplošno se zavzemamo za
da se ne izdajajo gradbena dovoljenja na področjih, ki so rizična, ki so poplavno kakorkoli ogrožena, ne glede na študijo o stoletnih vodah, ker dejansko se poplave vršijo že na 8 do 10 let. Hvala vsem govorcem. Mislim, da so bili kar izčrpni. Ima kakšno vprašanje? Dovolj izčrpni, hvala.